17. februarja leta 1950 je izšla prva številka Dolenjskega lista. Brez časopisov ni demokracije. Jaz sam sem zagovornik tiska tudi v tem nekem fizičnem smislu. Pri stvareh na papirju ljudje imajo več koncentracije in temu na nek način tudi psihološko posvetijo več pozornosti. Koliko ljudi sploh še zanimajo kakovostne informacije? Tisti mediji, ki so se pojavili na spletu in ponujali vse brezplačno, so bili tisti prvi, ki so tudi propadli. Sedemnajsti februar je zgodovinski dan. 17. februarja leta 1950 je izšla prva številka Dolenjskega lista. To je bilo pred natanko 75 leti. In tudi 17. februar 2025 je zgodovinski. Dolenjski list namreč danes dobiva svoj prvi podcast. Ob tako pomembnem trenutku imamo v našem podcast studiu človeka, ki se verjetno najbolj spozna na medije in novinarstvo pri nas. Naš gost je profesor Marko Milosavljević. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kakšna usoda čaka časopise? Dokdaj jih bomo lahko še brali na papirju? To je na nek način irelevantno vprašanje. Relevantno je samo pravzaprav za časopise z vidika produkcije in produkcijskih stroškov in za njihove tiskarne. Za uporabnike je na nek način delno nepomembno. Delno nepomembno zato, ker danes informacije večinoma že prihajajo do skoraj vseh ljudi digitalno. Ni pa še čisto irelevantno, ker je hkrati resnica, da v nekaterih koncih Slovenije, tako kot marsikje po Evropi, ljudje vendarle še nimajo interneta, nimajo pametnih naprav, pametnih telefonov, tablic, računalnikov. In za ta del populacije je seveda vsekakor potrebno tudi poskrbeti. Zato vprašanja povezana v teh letih, v teh naslednjih letih, z samim tiskom kot takim, so še vedno pomembna. To so vprašanja povezana z pomočjo pri distribuciji tiska, pri tem, da nek časopis ali revija pride lahko do svojih, recimo, naročnikov čim bolj ugodno in čim bolj hitro, ne čez 2 dni. Dnevni časopis ne more priti do uporabnikov 2 dni kasneje, kot imamo včasih v Sloveniji situacijo. Potem pa seveda pride tudi do nekih širših konceptualnih vprašanj. Jaz sam sem zagovornik tiska tudi v tem nekem fizičnem smislu, ker se mi zdi, da v tiskani reviji ali v tiskanem časopisu še vedno lažje vidiš nek pomen neke zgodbe. Ko odprete recimo sobotno prilogo Dela, ko odprete Financial Times, ko odprete Objektiv ali recimo Večerovo soboto, tam zelo natančno vidite, kaj je na nek način zelo pomembno. Kaj je spredaj, kaj je zadaj, kako velike točno so fotografije, kako velik in dolg je tekst. In dve veliki plahti, recimo temu nekega časopisa, dajo čisto nek drug občutek, kot pa takrat, kadar desite po telefonu in berete nek blazno dolg tekst in iščete, kje je konec, in nimate niti občutka, a je to zelo pomemben tekst, kako dolg je ta tekst in podobne reči. Saj ravno to sem hotel. Zdi se, da v bistvu v tiskan časopis je ljudje mu so pripravljeni posvetiti več časa. So pripravljeni prebrati daljši prispevek, argumentiran, s težo, z veliko informacij, mogoče malo težje za prebrati, medtem ko na teh elektronskih napravah ta pozornost traja manj časa. Ne? Preberejo uvod, gredo naprej. Ne? Res je. Pogosto na družbenih omrežjih je pa to sploh značilno. Ljudje niti ne berejo tekstov, berejo samo uvod in naslov. Potem, ko pridejo na spletno stran, pogosto samo preletijo, skenirajo in preberejo naslove, podnaslove in kaj podobnega. In dejstvo je seveda hkrati na družbenih omrežjih, pa še marsikje drugje, jim hitro tudi pozornost odleti drugam, na drugo spletno stran ali kamorkoli že. Ko je govora o tem, je absolutno drži. Pri tisku, pri stvareh na papirju ljudje imajo več koncentracije in temu na nek način tudi psihološko posvetijo več pozornosti. Tipičen primer je vprašanje branja, na primer, knjig, kjer seveda vedno znova, ko gre za tisk, časopise, revije, rečejo, ja, ljudje ne želijo več brati dolgih stvari.
Jaz se s tem ne strinjam povsem. Imamo velik krog ljudi, gotovo, ki so od nekdaj brali blazno kratke stvari. Vse zgodovina tabloidov temelji na množici ljudi, ki berejo površno naslove, fotografije in kratek tekst. Ko se je v Ameriki v 80-ih letih recimo pojavil prvi ameriški nacionalni tabloid USA Today, so se zaradi njegove kratke dolžine tekstov novinarji hecali, da če bo kdaj USA Today dobil Pulitzerjevo nagrado, bo dobil Pulitzerjevo nagrado za najboljši odstavek. Ker so vsi teksti bili dolgi samo nekaj odstavkov. To je na nek način od nekdaj prisotno. To je velika masa ljudi. Težava danes je, da tudi tisti ljudje, ki so nekoč brali daljše stvari, zaradi te mase drugih ponudnikov in izdelkov, včasih ne zdržijo več in ne berejo dolgo. Da se je ta tradicionalna neka kultura branja nekako fragmentirala, razpršila. Tako kot seveda hkrati po drugi strani sem vesel, ko opažam in ko ugotavljam, da vendarle se mi zdi, da ni problem v tisku kot takem. Problem je v tem, kaj se ponuja. Zakaj? Poglejte recimo fenomen knjig. Kaj so najbolj brane knjige zadnjih 20 ali 30 let? Kriminalke in knjige, kot so Harry Potter, Iger prestolov in podobno. Tu gre za izrazito mlado občinstvo. To mlado občinstvo požira te knjige. Nove in nove generacije berejo Harryja Potterja in druge zadeve, čeprav so to knjige dolge po 500-600 strani. Nekoč, ko so izhajale te knjige, so ljudje, vključno z otroci in mladimi, stali v vrstah pred trgovinami že od polnoči naprej, kot da prihaja novi iPhone ali kaj podobnega. Skratka, hočem reči, tudi mladi še vedno z užitkom požirajo besede in berejo dolge stvari, fenomenalno dolge, 600 strani, če je tekst dober. Če se vrnemo časopisom, tiskanim časopisom, ti danes zelo težko tekmujejo s platformami, spletnimi platformami ali pa nasploh z vsemi, kar je povezano z elektroniko, se pravi od televizije do spletnih medijev in informacije so dostopne tako rekoč trenutno. Stvar se zgodi, ti na spletu o tem informacijo, da se je to zgodilo, dobiš lahko v parih sekundah. In časopis je tukaj počasen. Časopis bo kvečjemu naslednji dan lahko objavil to informacijo. Je pa, tako kot ste rekli, da ljudje so pa daljše tekste pripravljeni in sposobni brati na papirju, ima časopis po drugi strani svoje prednosti. Da v časopisu pa bo nek komentar dosegel bralca, medtem ko ga bo na spletu. In je tukaj neka niša. V bistvu časopis bi se moral prilagoditi tej svoj novi vlogi. Pa se prilagajajo časopisi temu. Seveda, da bi se moral in marsikdo se poskuša prilagoditi, je pa seveda dejstvo, da torej, kar že mnogi mediji po svetu seveda vedo, internet je prehitel časopise, ko gre za aktualnost, ko gre za hitre novice, ko gre za tako imenovane breaking news. Tukaj je to popolnoma jasno. Zato je jasno, da časopis ne more tekmovati z spletnimi mediji, ko gre za hitrost. Lahko pa tekmuje z njimi, ko gre za analizo, ko gre za kompleksnost situacij, ko gre za preiskovalno novinarstvo, ko gre za komentiranje, ko gre za intervjuje in tako naprej, pa lahko seveda še vedno ponudi neko dodatno dimenzijo, ki je na spletu pravzaprav težko doseči. Kar pomeni, ko se neka stvar zgodi, bojo ljudje za to zadevo večinoma zvedeli prek spleta. Ampak naslednji dan bi moral tisk ponuditi neko dodatno dimenzijo, ki je v hitrici, v naglici na spletu ne dobijo. Ob množici ponudnikov na spletu, tudi pri nas imamo množico površnih ponudnikov, ki ponujajo samo novičke od STA, informacije z recimo družbenih omrežij in podobne stvari, to so zblazno poceni stvari, to so zelo tudi površne stvari, brez kakršnekoli globine, poglobljenosti, analize in tako naprej. Ampak z takimi ponudniki na nek način časopisi ne morejo tekmovati, ni smiselno. Na tem področju. Tako je. Kar pa je težava seveda majhnih prostorov. En New York Times lahko uspešno se ponuja, da tako rečem, v digitalnih oblikah. Nedavno sem gledal podatke, zdaj naj bi po novem imeli že približno 11 milijonov naročnikov. Res, da od tega niso vsi plačljivi naročniki, ampak nekih 8 do 9 milijonov je plačljivih.
preostali so v nekih brezplačnih ponudbah in promocijah. Ampak to govorimo o milijonih, kakršnih New York Times sicer nikoli ni imel. Ampak New York Times to lahko naredi, zato ker ima za sabo svetovno angleško govoreče populacijo oziroma bralstvo. V Sloveniji je zadeva omejena na 2 milijona. Slovenija nima niti neke močne emigracije, nima neke močnega drugega zaledja, nima nekega jezika, ki bi ga delila z drugo državo, kot naprimer Avstrija, ki deli jezik za Nemčijo, Irska za Veliko Britanijo, Hrvaška na vse zadnje in s Srbijo in z Bosno in Hercegovino, Črna Gora in tako naprej. Skratka, nek širši skupni prostor tudi jezika je, ki je vsaj razumljiv, čeprav ne gre nujno za čisto enaki jezik. Slovenija je pa res tukaj omejena, več ali manj na 2 milijona ljudi. In znotraj teh 2 milijonov je odstotek tistih, ki pa iščejo poglobljeno informacijo, verjetno precej podoben kot v ZDA, ampak to je mogoče 1% ljudi. In tukaj pridemo potem do dejstva, da je to na lokalni ravni je pa to nekaj tisoč ljudi. 1% nacionalne populacije je 20 tisoč. Ko gre pa za recimo Dolenjsko, za Gorenjsko, je pa to nekaj tisoč ljudi. Pri takšnih številkah je gotovo tržno težko preživeti. Poleg tega je pa tukaj še en problem na začetku, ko je svetovni splet omogočal, da se mu priključijo mediji, časopisi, je bila prva stvar, da so časopisi, tiskani časopisi financirali spletne objave v bistvu in da so bile te spletne objave na začetku brezplačne, kar pomeni, da so se ljudje navadili, da so vsebine na spletu tudi kakovostne informacije medijske brezplačne in ljudi je težko pripraviti do tega, da bi kaj plačali. Mogoče mlajšim je to nekaj normalnega, da plačajo za kakovostne vsebine, starejšim pa ne. Ja, ampak tukaj je cel niz dejavnikov. Ne? Eden je gotovo ta splošna kultura, ne samo v Sloveniji, ne samo pri časopisih, da je bila mantra v 90-ih in še delno v 2000-ih letih, da je splet brezplačen in mora takšen tudi ostati. In spomnim se lahko knjige Chrisa Andersona za naslovom Brezplačno, Free, v kateri je prav promoviral to brezplačno kulturo, češ zdaj so vse stvari na internetu so brezplačne in zato torej ustvarjajte denar nekje drugje, z nekimi drugimi storitvami in vsebinami in tako naprej. To ne drži. To se je zelo hitro pokazalo, ker tisti mediji, ki so se pojavili na spletu in ponujali vse brezplačno, so bili tisti prvi, ki so tudi propadli. Danes nimate praktično nikjer več Huffington Posta, nimate praktično nikjer več kot relevantne dejavniki Yahoo, nimate raznih drugih spletnih medijev, ki so bili tovrstni, ki so to vse ponujali. Če pogledate propad nekih medijev, recimo tudi v Združenih državah in težave in odpuščanje, največje odpuščanja v medijih so se zgodila ne v tiskanih medijih, ampak v spletnih medijih, v web-only medijih se je to zgodilo. Ampak to je delno zaradi te promocije, te brezplačne kulture, ki se je izkazala za slabo logiko. Potem pa seveda imamo še lokalne okoliščine. Recimo Slovenija je pač gotovo bila država, v kateri še iz 80-ih let nismo nekako imeli neke kulture spoštovanja avtorskih pravic in copyrighta. Razvito je bilo piratstvo na področju glasbe, filma in televizije. Spomnimo se konca 80-ih let, začetka 90-ih let, praktično v vsakem kabelskem sistemu ali pa kakorkoli že drugače, si lahko gledal katerekoli pravzaprav angleške in tuje televizijske postaje brezplačno. Mi smo tukaj gledali Sky Movies, Movie Channel in vse ostale stvari, ki so bile kodirane, ki so bile plačljive, ampak nek kabelski operater je kupil eno naročnino in jo razširil 10 000 ljudem. In ti ljudje so se navadili na to, da je to vse brezplačno. Prvi modeli plačljive televizije v Sloveniji, ki so se pojavili že okrog leta 1995, MultiChoice je bila ena taka multinacionalka, ki je v Sloveniji želela ponujati te pakete plačljive televizije, so seveda pogoreli, ker se ljudem to zdelo nenavadno, da zdaj bi pa morali plačati za to. Piratske kasete ste lahko kupovali, pa piratske CD ste lahko kupovali uradno v trgovinah oziroma stojnicah še vse do sredine 90-ih let. In v taki kulturi je gotovo bilo to bistveno težje. In ko se je hkrati pojavil internet, konc 90-ih, 2000-ih v smislu teh poslovnih modelov, je bilo težko od Slovencev pričakovati, da bojo zdaj za to plačevali. Danes pri novi, mlajši generaciji se mi zdi, da je to nekaj drugega. Da so ljudje navajeni, tudi starejši se navajajo, da plačujejo za Netflix, za HBO, za Hulu, za Amazon Prime, za Spotify, tudi za YouTube brez oglasov in tako naprej. In možnosti nekega enostavnega elektronskega plačevanja to seveda samo še okrepijo.
Pred 15 leti je v intervjuju z Dolenjski list profesor Slavko Splihal rekel, da brez časopisov ni demokracije, oziroma da demokracija lažje obstaja brez parlamenta kot brez časopisov. To še drži? To vedno teže drži. Zaradi tega, zakaj? Pri samih časopisih ali pa navsezadnje pri revijah smo nekoč govorili o njihovem pomenu, tudi sam sem o tem veliko in pisal in imel poseben predmet na fakulteti z tega področja. Govori o nekem specifični položaju, namreč dejstvu, da še pred 20 leti so bili časopisi največji zaposlovalci novinarjev in ustvarjali so največjo količino novinarskih vsebin. Televizija je imela nekaj novic, kar pomeni pol ure poročil na dan, 1 uro poročil na dan. Radio, nekaj radijskih poročil na dan, po par minut, izjema je seveda javni radio, ampak drugače komercialni radio ni ravno velik zaposlovalec novinarjev in tudi ni velik ustvarjalec novinarskih vsebin. Mnoge radijske postaje enostavno preberejo informacije od STA in imajo nekega spikerja in to je pravzaprav to. In mnoge spletne strani pri nas tudi, tisti, ki so zgolj spletne, boste opazili, da jih je ogromno, ki samo reproducirajo vsebine drugih medijev. Same ne ustvarjajo v bistvu nič. Nekatere tudi nimajo sploh novinarjev. Kar dobijo od PR-ovcev po elektronski pošti, nekritično prenešeno naprej. Ali pa pridemo do pač enostavno koncepta seveda brezplačnih informacij, subvencioniranih informacij, kjer je za medij in za njihove lastnike najlažje objavljati, kot ste omenili, PR-ovska obvestila, sporočila za javnost, političnih strank, gospodarskih družb, oglaševalcev in tako naprej, ali na drugi strani vsebine za družbenih omrežij, kaj je danes naredil ta in ta influencer, kaj je naredila ta pa ta zvezdnica in tako naprej. Zakaj je to za njih atraktivno? Zato, ker so to brezplačne vsebine. S tem se ne rabijo nič kaj ukvarjati, tukaj ne rabijo novinarjev, samo rabijo nek danes več ali manj algoritem, ki bo to plasiral, dal nek atraktiven naslov, provokativen naslov, zraven dal nek podžigajoče vprašanje, ta pa ta je spet razburkal, kaj pa vi mislite o tem, in se vsujejo komentarji, lajki, deljenja in tako naprej. To so poceni informacije in pogosto so cenene informacije, ne koristijo javnemu interesu. Tukaj se pa pojavlja eno vprašanje, v bistvu imamo na eni strani kakovostno informacijo, pomembno informacijo, življenjsko pomembno informacijo za posameznika, za družbene skupine, na drugi strani pa informacije, katerih namen je predvsem zabavati, so nekakovostne, velikokrat ne držijo, ali so celo lažne novice. Kako ljudje danes ločijo med tem? A ločijo, koliko ljudi sploh loči te informacije in koliko ljudi sploh še zanimajo kakovostne informacije? Mislim, da je tukaj razmerje od nekdaj pravzaprav enako, kar pomeni povsod po svetu je bilo proporca med, recimo že v tiskanih časih, med kvalitetnimi časopisi, naprimer v Veliki Britaniji, kot so Guardian, Times ali pa Independent in Telegraph bili nekoč, in na drugi strani tabloidi, kot je bil The Sun, Daily Mirror ali pa recimo v Nemčiji Bild, je bilo vedno enako, kar pomeni naklade tabloidov so bile vsaj 5-krat, če ne 10-krat večje od naklad kvalitetnejših časopisov. Zato, ker je to širši krog torej bralcev. Pri nas so stvari bile podobne, slovenske novice so nekaj časa še zaostajale za delom, kasneje so ga seveda prehitele in so danes seveda še vedno najbolj bran časopis v državi. Torej to iskanje teh nekih relativno enostavnih informacij, malo bolj zabavnih, skupico zabave, športa, tračev in tako naprej, od nekdaj bil tržno gledano bolj uspešen koncept. Kar se je pač spremenilo v tem času, je to, da so se spremenile splošne širše okoliščine, da je nekoč recimo sobotno Delo imelo 100.000 naklade. Pred 20 leti, ko sem še pisal za sobotno prilogo Dela, je bila gor objavljena tudi številka z prodanih oziroma natisnenih izvodov in od tega vem, da je bilo več kot 95% dejansko prodanih. In naklada je bila več kot 100.000 primerkov. To so bile zelo brane, kvalitetne vsebine. Potem se je seveda, kot pravim, zgodilo marsikaj, tudi sami mediji so k temu pripomogli z izgubo svoje kredibilnosti, z lakomnostjo svojih lastnikov, z prepletom svojih PR-ovskih interesov svojih lastnikov z vsebinami in tako naprej.
Ampak na drugi strani potem pa hitro pridemo spet do tega, o čemer se v zadnjem mesecu veliko pogovarjamo in v zadnjem letu v resnici, to pa je spet zraven tudi neka vloga države. Kaj država v nekem tako majhnem trgu, kot je Slovenija, za 2 milijona prebivalcev, ki je gotovo drugačen kot nemški, francoski ali angleški, stori, ko gre za kvalitetne informacije, ki jih potrebujemo. Govorimo o boju proti dezinformacijam, govorimo o medijski pismenosti, govorimo o pluralnosti, govorimo seveda o kvalitetnem novinarstvu, neodvisnem novinarstvu, zagotavljanja sploh finančne vzdržnosti tega. Pri Svetu Evrope sem bil član strokovne komisije, ki je naredila priporočila za ekonomsko vzdržnost in odpornost medijev, ko gre tako za vlogo države, kot seveda za oglaševalsko in ostalo vlogo, ker to je danes eden od glavnih problemov, je finančna vzdržnost medijev, ki je potrebna za kvalitetno novinarstvo. In kje so tukaj lokalni mediji oziroma regionalni mediji? Nekoč je veljalo, lokalna novica je kraljica. Ja. Človeka v bistvu najprej zanima, kaj se dogaja v njegovi neposredni soseščini, kaj se dogaja z ustanovami, ki neposredno vplivajo na njegovo življenje. Se pravi, kje se bo obnavljala cesta, kje se bo gradil vodovod, katera ulica bo zaprta, kje bodo gradili novo trgovino v njegovi bližini in podobno. Kje se zdaj v vsem tem svetu medijskem znajde lokalne novice in lokalni mediji? Glejte, če se ne motim, so podatki še na televiziji Slovenija še pred časom kazali, recimo, da je njihova Slovenska kronika, torej sklop znotraj TV Dnevnika, kjer so lokalne informacije, v resnici bolj gledana, ali je bila bolj gledana, kot pa prvi del Dnevnika z pregledom dogodkov po tujini. Marsikateri novinar, urednik je včasih vzvišen na tem, ker se mu včasih tudi upravičeno zdijo dogodki v Ukrajini, Gazi ali pa NATO ali pa v Ameriki izredno pomembni, upravičeno. Ampak seveda drži, da za vsakodnevne uporabnike novic, ki jih morda ne zanimajo globalna dogajanja, ne glede na to, da bojo v resnici vplivala na Slovenijo, na njeno gospodarstvo, na njeno varnost, jih seveda prvenstveno zanimajo zelo bazične stvari. Zjutraj jih zanima stanje na cestah, kje so zastoji, kje so zamaški, kje so nesreče, zanima jih, ali bo popoldne sneg in bojo nastali zameti ali kakšne druge naravne nesreče ali pa težave. In potem jih zanimajo seveda bazične lokalne stvari, kar pomeni obvozi, ceste, gradnje novih stvari, pa potem seveda tudi pač nek splošen koncept neke lokalne varnosti, kar pomeni lokalne zgodbe glede vremena, naravnih nesreč, torej poplav, recimo raznih drugih zadev, tudi seveda kriminal in tako naprej je tukaj potem bolj pomemben na lokalnem nivoju, a je prišlo na neki šoli recimo do nekih pretepov, a je prišlo v neki okolici nečesa do nekih incidentov, pa so povezani neki lokalni akterji in tako naprej, kako je policija ukrepala. To ljudi v tem osnovnem smislu gotovo, da najbolj direktno prizadene. In lokalna novica, ja, torej ostaja tega bistvenega pomena za vsakdanjo uporabo, recimo temu. Potem pa seveda se pač pride spet do druge težave in to je pa dejstvo, da je ta produkcija seveda nekaj stane. Lahko je delati kopije sporočil za javnost, lahko je delati kopije obvestil raznih organov ali pa seveda oglaševalcev in tako naprej. Ali pa pobirati od tiskovnih agencij tako, informacije. Ali pa od STA ali česarkoli že in to recimo brati ali pa objavljati in poobjavljati. Ampak zato, da pa ti preiskuješ lokalno zadevo, lokalno okolje, da greš na teren, da posnameš video, audio in tako naprej. Recimo tipičen primer so bile poplave in na Koroškem, Savinjska dolina in tako naprej, Škofja Loka v lanskem oziroma predlanskem letu in nekih minulih obdobjih, ko je bilo teh stvari še več. Takrat pa potrebuješ novinarje na terenu. In takrat ti potrebuješ sploh lokalnega novinarja. Ne moreš samo računati na to, da bo prišel nekdo iz Ljubljane. To se je pokazalo tudi na vsezadnje v primeru Koroške, ko je bila odrezana od sveta. In so lokalni ali pa novinarji, ki so prihajali iz tistega okolja, vedeli, kako se tja pride, kako se povezati, poznali so tiste kraje in tako naprej. Tega ne more, ker nekoč je temu reklo
v ameriškem novinarstvu, svetovnem novinarstvu se je temu reklo padalsko novinarstvo, parachute journalism, kar pomeni, namesto stalnih dopisnikov v nekih državah so mnogi mediji, tudi recimo CNN in BBC, začeli uporabljati padalske novinarje. Ko se je nekje nekaj zgodilo, so dali enega novinarja na letalo, on je preletel tja in nenadoma je od tam poročal, ne da bi mogoče imel kaj veliko konteksta, ne da bi imel kaj veliko ozadja, kaj se tam dogaja, ampak seveda pred kamero se je delal blazno kompetentnega. V resnici je bilo pa vprašanje kvalitete teh informacij in interpretacij, ker je to novinar, ki je pred par urami priletel iz Londona ali pa iz New Yorka. In podobno je tukaj. Torej, ti potrebuješ v lokalnem okolju medije, potrebuješ lokalne novinarje, spet pa prideš do tega dejstva, da je Slovenija 2-milijonski prostor, ki je po mnogih mednarodnih standardih, naprimer standardih ali pa primerjavah, bi marsikje v resnici bila označena kot lokalno okolje. Celotna Slovenija. Takšna populacija in takšna geografska velikost v Ameriki je označena kot pokrivajo jo lokalni mediji. Nekdo, ki pokriva 2 milijona ljudi, je lokalni medij. V Franciji, v Nemčiji, v Španiji, Italiji, Veliki Britaniji pokrivanje 2 milijonov je lokalni medij. In kar se izkaže je, da je že v takem nacionalnem prostoru, potem pa če upoštevamo regije in lokalna okolja, za 100 000 prebivalci vsega skupaj, ali pa včasih ponekod še manj, ne, če upoštevamo vse okoliške kraje in tako naprej, celo regijo, je to ekonomsko zelo težko zdržati in spet pridemo do tega, ali se nekje nekdo zaveda, vlada, ministrstvo za kulturo, še kakšna druga ministrstva, zaveda, kakšnega pomena je, da so vsi državljani enakopravno obveščeni, enakomerno obveščeni, da imajo dostop do lokalnih informacij v vsakem trenutku. Kot ugotavljam iz različnih pogovorov, mi pravijo, da recimo trenutno na severni Primorski in v Posočju in tako naprej praktično ni več dopisnikov za katerikoli medij, tudi recimo ne za Radio-televizijo Slovenijo. To je na nek način nepredstavljivo. Ti ljudje enako plačujejo RTV prispevek, enako plačujejo davke v tej državi, ampak država jim ne omogoča enakovrednega, enakopravnega dostopa do informacij o njihovem prostoru. In tukaj potem spet pridemo do seveda stvari, kot je medijska politika te države in neučinkovitost medijske politike te države, ker ne razmišlja o tem in zanemarja svoje lastne državljane. Če smo prej rekli v bistvu, da je časopis zelo pomembna stvar za demokracijo, bi tukaj lahko, zdaj se pripravlja nova medijska zakonodaja, ki pa spet ne upošteva tega, kar ste vi, oziroma premalo upošteva to, kar ste vi ravnokar govorili. In sicer imamo pri elektronskih medijih medije posebnega pomena, postaje, programe pravzaprav uradno posebnega pomena, ki dobivajo denar, kot bi rekel, na lepe oči. V bistvu neke kriterije so mogli izpolniti in ko so enkrat to izpolnili, vsako leto toliko in toliko dobijo, pri časopisih tega do zdaj ni bilo. Nekaj se pripravlja, da bi tudi časopis, saj da bi se zakonska osnova, da bi tudi časopisi bili deležni takega denarja, ampak pride tukaj pa do 2 problemov. En problem je, da to predvideva letno, se pravi vsako leto ponovno se zaprosi za ta denar z določenimi projekti in plačevanje tega za nazaj. In drug problem je, da v to spet niso vključeni lokalni mediji. Predvsem lokalni ali pa regionalni mediji, regionalni časopisi, ki pa edini na tem področju lokalnih medijev zaposlujejo več novinarjev, kakovostnih novinarjev in dajo kakovostne vsebine. Glede na to, da imamo časopisi regionalni, zdaj tudi veliko objavljamo na spletu, tudi pač svoje vsebine, od teh vsebin tudi radiji oziroma programi posebnega pomena, radijski, živijo. Nam pobirajo informacije in to objavljajo, njihovih novinarjev pa nikoli ne vidiš na terenu. Glejte, državni regulator za področje komunikacijskih storitev AKOS je že pred leti imel neko študijo, v kateri je ugotavljal, da je po
enostavno mnenju uporabnikov, državljanov, je zanje neka relevantna vloga televizijskih programov posebnega pomena popolnoma neprepoznana. Oni ne dojemajo televizijskih programov posebnega pomena kot nekaj relevantnega zanje, ker jih ne gledajo in ki ne dobijo nekih bistveno relevantnih informacij od tam. Radijske postaje posebnega pomena so zanje pomembne, za državljane, jih dojemajo kot pomembne, vidijo, da dobijo neke informacije, pri televizijah ne dobijo. Dejstvo pa je, mnogi lastniki lokalnih televizijskih postaj in regionalnih, ki so dobili status posebnega pomena, so to pogosto dobili po političnih povezavah, dobili so po povezavah s svojimi župani, ki so pogosto bili tudi poslanci v državnem parlamentu, dokler ni prišlo do te ločnice, in še danes se jih mnogi ne upajo lotiti, zaradi tega, ker imajo močno zaslombo lokalnih županov in različnih političnih strank. Kam je šel ves ta denar, je jasno bilo tudi iz nekaterih študij, ki so pokazale, največji prejemnik državnega denarja za to vrstno medijsko pomoč v vseh minulih letih, torej te podatki so izpred kakšnih 10 kolikih let, ampak v tistih prvih 20 letih samostojne Slovenije je bil največji prejemnik, je bila televizija lokalna, komercialna oziroma potem program posebnega pomena iz Maribora, Janeza Ujčiča. Koliko je pripomogla k temu prostoru v Mariboru, ni jasno, posebej glede na to, da je nenavadno, da je sploh tam obstajal program posebnega pomena, ker imamo tam že seveda mariborski studio javne radiotelevizije. Zakaj je sploh prišlo do tega? Logično bi bilo, da so ti programi tam, kjer niso ustrezno zastopani in pokriti v programih javne radiotelevizije, ne pa v mestih, kot je Maribor, če smo že pri tem. Ampak hočem reči, država je dajala kar nekaj denarja nekim akterjem, kjer pa nihče ni kasneje ugotavljal, ali so oni izpolnjujejo kakršnikoli javni interes. Zdaj, danes je situacija, se nažalost nadaljuje v tem smislu, da se novi zakon o medijih ne dotika programov posebnega pomena, ne želi jih kakorkoli dodatno regulirati ali omejiti oziroma postaviti neke dodatne pogoje, temelji na starih predpostavkah izpred 25 in 30 let. In v tem smislu torej ne bo ponudil nič kaj bistveno novega, časopisom in digitalnim medijem ne ponuja enake možnosti, v raznih razpisnih pogojih pa zdaj poleg evropskih kriterijev, ki so kriteriji proporcionalnosti, objektivnosti, sorazmernosti in tako naprej, pa dodaja Slovenija sama, dodaja nekakšno zaščito javnega interesa in upoštevanje javnega interesa. To sta dve zelo ohlapni formulaciji, zelo ohlapne besede, ki v zakonu niso ustrezno dovolj natančno opredeljene, omogočajo pa ravno to, da se bo spet financiralo določene medije, ki jim bo nekdo pripisal nek posebni javni interes. Ti mediji, spet smo tudi pri elektronskih, bojo tudi na razpisih dobili dodatne točke, če gre za nepridobitne programe posebnega pomena, in pomeni, da bojo tudi že na razpisu v na nek način nepošteni prednosti pred spletnimi in pa pred časopisnimi oziroma revijalnimi mediji. Ker ti sploh nimajo in ne morejo imeti statusa nekega posebnega pomena ali česarkoli že podobnega. Po drugi strani pa je jasno, da se nekateri televizije in tudi radiji lahko želijo, verjetno bojo lahko tudi uspešni pri pridobivanju tega statusa programa posebnega pomena, zgolj zato, da bojo na eni strani dobili še več državne pomoči, še več državnega denarja. Ne smemo pa pozabiti, da zdaj ta predlog zakona določa tudi tako imenovano dvojno plačevanje tovrstnih programov. Namreč kabelski operaterji bojo morali tem programom posebnega pomena omogočiti popolnoma brezplačen dostop do njihovih kabelskih sistemov, celoten strošek razširjanja povezav, vso tehnologijo bojo morali kriti kabelski operaterji. To je eno plačevanje, pravzaprav subvencioniranje teh medijev, drugo bo pa, da bojo morali po predlogu zakona plačevati tudi njihove lastne avtorske pravice. Torej ne za avtorske pravice tujih ustvarjalcev in filmov ali oddaj, ki jih predvajajo od tujih televizij, ampak njihove lastne. Zdaj mi pa povejte, koliko pa je vredna avtorska pravica za neko pogovorno oddajo neke lokalne televizije. In zakaj bi to, torej to je cena, ki ni določena. Ceno bo določala televizija. Če kabelski operater ne bo zadovoljen, bo moral potem iti v nek spor, kjer bo presojal AKOS. Spet ni jasno, na podlagi česa bo nekdo opredelil tarifo, koliko je avtorska pravica neke televizijske oddaje, nekega lokalnega televizijskega akterja. To pomeni, da bo tukaj prišlo do dvojnega in v resnici trojnega plačevanja in pomoči tovrstnim akterjem,
kar pomeni država jim bo na razpisih dajala več denarja, ker bojo dobili ekstra točke. Kabelski operaterji jih bojo subvencionirali, ker jih bojo še naprej morali brezplačno distribuirati v vseh sistemih in poskrbeti za celotno tehnološko infrastrukturo. To je spet subvencioniranje, kar pomeni, ena zasebna firma bo morala plačevati v resnici korist drugi zasebni firmi, ker ne pozabimo, to niso javni zavodi, to so zasebne firme, samo status imajo. In potem jim bojo še plačevali še njihove avtorske pravice. Na drugi strani pa, kot pravim, za določene tipe medijev, za določene stvari, izključno ostaja pravzaprav samo oblika letnih razpisov. Nekaj naj bi bilo pomoči pri digitalnih prehodih tiskanih medijev ali digitalizaciji medijev nasploh. Ni natančno jasno, kakšen bo obseg, ni natančno jasno, da bi država se zavezala, da bo to vsako leto zagotovila in koliko denarja bo zagotovila. Predvsem pa ni večletnega financiranja. Tega, da bi se lahko financiralo projekte in statuse za 3 leta, za 5 let ali kaj podobnega. Vem, da Evropska komisija in Unija postavlja določene pogoje glede tega, glede uvajanja novih oblik državne pomoči, ampak Evropska komisija je tudi postala bolj fleksibilna, ko gre za pomoč medijem, zaveda se sploh po covidu, pa sploh po uničevalni moči globalnih platform, da potrebuje evropske medije, da potrebuje lokalne, regionalne in nacionalne medije, bolj kot kadarkoli prej. Tudi v trenutku, ko vidimo, kaj se v Ameriki zelo arbitrarno dogaja za spremembami politik platform pod Zuckerbergom, pod Muskom in zdaj torej v kombinaciji z predsednikom Trumpom. Mislim, da se bo Evropa morala zavedati, da bo še kako potrebovala svoje medije in svoje novinarstvo in svoje informacije. In to bo pa lahko zagotovila v manjših državah, kot je Slovenija ali pa Estonija, Litva, Latvija in tako naprej, samo s pomočjo neke pozitivne državne vloge. Medijev brez novinarjev ni. Vloga novinarja v družbi, oziroma ugled njen in položaj novinarja v družbi se je v zadnjih desetletjih korenito spremenil. Družben ugled novinarja je bil nekoč velik, temu primerno je bilo tudi plačilo. Danes je ta ugled zelo nizko, in pa temu primerno tudi plačilo. Večina novinarjev slovenskih dela je na minimalni plači, če izvzamemo pač RTV, pa redko koga še. Kam gre novinarstvo, kam gre ta poklic? Zakaj je ta njegov ugled tako padel? Spet gre za niz dejavnikov. Slovenija tukaj ni izolirana. Spomnim se ene knjige angleškega avtorja Jeremyja Tunstalla, ki je v knjigi o časopisih že pred kakšnimi 20 leti zadnje poglavje naslovil From Gentlemen of the Press to the Journals. Torej od gospodov iz tiska, ne, do tako rekoč pisunov. Ne. Situacije so se spremenile, ekonomski položaj se je spremenil, v medije so zaradi množnosti, ki jih je odprla digitalizacija, pa predtem namnožitev televizijskih programov in tako naprej, so se pojavili mnogi novi lastniki. Mi smo nekoč pred 50 leti v Ameriki in marsikje po Evropi imeli v resnici večino medijev v družinskih lasteh. To so bile družine, ki so imele po generacije v rokah nek časopis, recimo, neke revije, tudi potem kasneje se je to pojavilo tudi pri televizijskih postajah, ko so jih ustanavljale in tako naprej. To so bili resni lastniki, ki so gledali na to, da ohranijo svoj ugled. Na račun tega lastništva medija so imeli v družbi nek velik ugled in si niso mogli privoščiti, da bi posegali v te medije, vsaj ne pretirano. Seveda so izbirali urednike, seveda so izbirali direktorje, ampak vendarle je šlo za bistveno bolj mehke metode in nednevne potrebe in vulgarne potrebe in tako naprej. Kasneje se je pa to nekako spremenilo in v Sloveniji smo imeli še dodatno seveda težavo v tem smislu, da seveda nastopila je privatizacija, ampak ta privatizacija je tako kot marsikje drugje bila precej na nek način neposrečena. V nekaterih primerih so zato bili krivi tudi sami novinarji. Torej, v primeru recimo Dela, pa tudi Večera, so imeli novinarji vso priložnost in na začetku so tudi bili oni večinski lastniki svojih medijev. So bili. So imeli veliko delnic in bili so večinski lastniki svojega medija in imeli so popoln nadzor nad tem medijem. Lahko bi preprečili vstop kateremukoli tajkunu v lastništvo tega medija. Kaj se je zgodilo?
te delnice so postale vredne. Jaz se spomnim situacije recimo na Delu, ko je v zelo kratkem času vrednost njihovih delnic, ki so jih notranji zaposleni dobili z velikim popustom in z nekimi hišnimi posojili in tako naprej, se je podvojila, skočila za 50%, za 100% v relativno kratkem času. In nekateri zaposleni, ki so imeli v lasti za 100 000 evrov, ali pa takrat nekoč še v markah, kasneje v evrih, nekih delnic, so nenadoma ugotovili, da njihove delnice niso več vredne 100 000, ampak so vredne 200 000, postale so vredne 300 000 evrov. In ljudje so seveda pač gledali na svojo osebno korist, prodali so te delnice, se seveda finančno se opomogli, kupovali stanovanja, hiše, jadrnice, vikende in tako naprej, kar je do neke mere, je povsem sicer razumljivo z njihovega osebnega vidika, ampak je pa to dolgoročno pomenilo to, da je v lastništvo teh medijev so vstopili najrazličnejši akterji. V primeru Dela je najprej bila to pivovarna Laško, v primeru Večera tudi v nekem trenutku vstopilo Laško, pa so jim preprečili, pa so se pojavili drugi, pa tretji. V primeru Dela še se je Stojan Petrič, o katerem nekateri danes imajo toliko zapovedati, se je treba zavedati, Stojan Petrič je v lastništvo Dela vstopil šele pred 10 leti. Predtem so bili drugi razlogi, zakaj je prišlo do vseh teh težav pri Delu in rezanja, odpuščanja, krčenja stroškov takšnih in drugačnih. In potem smo pač prišli enostavno do lastnikov, ki so že pred 20 leti, ko so imeli lepe dobičke, bili zelo uspešni, Delo je v času pivovarne Laško imelo fenomenalne dobičke, po 10 in koliko milijonov evrov na leto so imeli dobička, Dnevnik je imel krasne dobičke, po več milijonov čistega dobička, kar je bilo za tako hišo, torej firmo take velikosti, izreden uspeh, nikoli še niso imeli takih dobičkov, ampak njihovi lastniki niso bili s tem zadovoljni. Ko je bilo 5 milijonov, so hoteli 6, ko je bilo 6, so hoteli 7. V primeru Dnevnika, če je bilo 2, so hoteli 3, ko so imeli 3, so hoteli 4. Od nekdaj, 20 let nazaj, so zategovali pas, rezali stroške, rezali potne stroške in podobne reči. Na nek način nesmiselno. Ponekod so enostavno tudi prišli, dejansko goljufivi lastniki, tipičen primer je bil Matej Raščan na Delu revije, ki je bil kasneje pravnomočno obsojen zaradi svojega ravnanja. In potem se vprašajte se, zakaj danes na spletu ni nobenega možnosti, da bi pogledali recimo spletne različice ali prispevke iz Jane ali Eve ali česa podobnega iz 90 ali 2000 let. Ker ni, kot da ne obstaja. Cel del zgodovine slovenskih medijev je izginil zaradi tovrstnih lakomnih lastnikov, ki so marsikje uničili svojo medijsko hišo. Za konec pa še eno zelo aktualno temo, umetna inteligenca in mediji. Kakšno nevarnost v novinarsko poročanje vnaša umetna inteligenca, česa se lahko bojimo? Jaz ne bi za konec se tega samo bal. Umetna inteligenca je, tako kot mnoge druge tehnologije, nekaj, kar ima pozitivne in ima tudi določene negativne vidike. Negativne vidike bo imela predvsem, če jih bomo seveda pustili stvari izven nadzora, brez kontrole in brez ustrezne regulacije. Tako kot družbena omrežja so se zdaj izkazala, kako so lahko tudi nevarna, kako razširjajo dezinformacije in tako naprej. Na začetku so jih vsi hvalili samo kot obliko krasnega osvobajanja ljudi, ki bojo lahko razpravljali. Danes ugotavljamo, da so to prostor dezinformacij, manipulacij, političnega vpliva in podobnih stvari. Podobno je za umetno inteligenco. Sama po sebi je na nek način ni pristranska ali politična. Ona odraža pač človeško uporabo. V zadnjih letih smo se tudi na Fakulteti za družbene vede ukvarjali z več projekti na tem področju, evropskimi projekti. Pred leti smo izvajali projekt Embedia, skupaj s partnerji tudi recimo z Inštituta Jožef Stefan in Fakultete za računalništvo. Zdaj izvajamo projekt Diakomet, pa v kratkem še projekt Euromo. Povsod se soočamo z vprašanji umetne inteligence, njihove etike in hkrati regulacije. Vpliva, ki ga ima na novinarstvo, potem so še širše vprašanja na same medije, ker umetno inteligenco vi lahko uporabljate in jo uporabljate tudi v marketingu, trženju, skratka odnosi z javnostmi, pri ustvarjanju filmov. Vemo, da je bila stavka v Hollywoodu zaradi scenaristov in tudi uporabe igralcev, njihovih glasov in tako naprej. Ampak podobno se lahko zgodi in se bo zgodilo v novinarstvu. To so pozitivni vidiki.
so tisti, ko bo umetna inteligenca nekaj okrepila. Radiotelevizija Slovenija zdaj uvaja sprotno podnaslavljanje, mislim, da Ministrstvo za kulturo to sofinancira ali financira sprotno podnaslavljanje živih pogovorov za tiste, ki imajo težave s sluhom. To je izvrstna prednost umetne inteligence, česar noben živ opremljevalec, da tako rečem, ne bi mogel sprotno narediti. Novinarji danes uporabljajo umetno inteligenco za uporabo transkriptov, torej prepisov svojih intervjujev, uporabljajo za podnapise iz tujega jezika v naš jezik ali pa torej za podnaslavljanje pogovorov, kot sem omenil, za tiste, ki imajo težave s sluhom. Tudi nedavno sem videl neke pogovori, ki so potekali zaradi odhoda Luke Dončića in tako naprej in so bili zraven, tako rekoč so bili živi podnapisi, ki jih je očitno ustvarjala umetna inteligenca. Zakaj očitno? Ker je bilo kar cel niz napak. Torej treba biti previden pri tej uporabi, tako kot pri ChatGPT-ju, ko pišete neko zadevo, ker je cel kup neresnic ali pa neumnosti, ampak določenih vidikih lahko pomaga. Seveda, če pa imate na drugi strani nekje človeka, kot je recimo Elon Musk, ki je pač nek tehnolog in tehnokrat, ki ne vidi človeških potreb, ki očitno ne razume umetnosti, ne razume potrebe po izobraževanju, ne razume potrebe po družboslovju in podobnih rečeh, vse, kar se je zdaj zarezal v ameriške institucije in jih uničuje in jih prekinja financiranje in tako naprej. Tam je pa neka tehnokratska logika, ki samo vidi v resnici odvečne ljudi. Odpustiti množico ljudi in jih nadomestiti z algoritmi. To je zelo kratkotrajen vidik, zelo nevaren vidik in hkrati brez ustreznega usposabljanja ljudi, zato da se soočajo z umetno inteligenco, zato da tudi najdejo svojo dodano vrednost in da se te ljudi zaposli nekje drugje, tudi takrat, ko je neka možnost, da se nekoga nadomesti. Poglejte v trgovinah, kjer pridete na samo postrežno blagajno, ampak vi še vedno potrebujete človeško pomoč. Ponekod je pa tudi dobro, da so še na blagajničarke, ki naredijo neke stvari in tako naprej. Ne morete kar vsega tega ukiniti. Ne morete vseh ljudi v prodajalni ukiniti, potem pa vam začne sken ne dela ali pa nekaj piska in vi nimate enega prodajalca v trgovini. Zdaj si pa predstavljate to na področjih, kot je šolstvo, kot je zdravstvo, kot je navsezadnje vojska, policija in itd. Dajmo zdaj odpustiti vse v tej državi, imejmo zaposlenih samo 10 tehnokratov, multimiliarderjev, vsi ostali pa, ne vem, so brezposelni in ne vem, umirajo od lakote ali kako. Torej, umetna inteligenca v resnici ponuja veliko priložnosti, seveda pa brez ustreznega nadzora, ustrezne regulacije je smrtno nevarna. Hvala za vse te modre misli. Takole, naš prvi podcast je s tem končan. Spremljajte nas na družbenih omrežjih oziroma kjerkoli lahko najdete naše podcaste. Hvala za povabilo.